Sem radioaktiven in poslušate Aleksa Volaska. Kaj je to samota, nekaj, kar ne mine, kar leži v tebi in duši spomine. Kaj je to ljubezen, vedno je premalo žarkov sonca tvojih, sence so ostalo. Vem, bilo bi čudovito s teboj živeti kot v snu, a kar lepo je, gre prehitro. Kot dlan lovil bi kapljice ledu. In če pomlad nikoli več ne pride, boš z menoj čakala na jesen, ker zmrzal ubije vse spomine. Jaz pa rad zavedno tudi te imel, da samota je najlepša oboje, rad bi spet verjel. Kaj je sploh med nama, naj že enkrat pride sreča, ki ob tebi nikdar ne zaide. V svetu večnih sanj, a sanjava vsak svoje, ko te stisnem v sebi, rad bi zlil vse v tvoje. In vem, bilo bi čudovito s teboj si videti skozi čas, življenja skupaj risat sliko, ki grela naju bolj, ko pade mraz. Če pomlad nikoli več ne pride, boš z menoj čakala na jesen, ker zmrzal ubije vse spomine. Jaz pa rad zavedno tu bi te imel. In da samota je najlepša od dvoje, rad bi spet verjel. Če pomlad nikoli več ne pride, boš z menoj čakala na jesen, ker zmrzal ubije vse spomine. Jaz pa rad zavedno tu bi te imel, da samota je najlepša od dvoje, rad bi spet verjel s teboj. Popevka 2019 bo osrednja tema tokratne oddaje Radioaktivno. Festivalski večer je odprl nastop Aleksa Volaska, ki je slavil na lanski popevki. Na festivalskem odru studia Ena televizije Slovenija smo slišali 11 novih popevk, ki so se uvrstile v bogato zakladnico slovenskih popevk. Izmed vseh je občinstvo najbolj prepričala Eva Hren, ki je za skladbo Šesti čut prejela veliko nagrado občinstva popevke 2019. Ja, jaz moram reči, da ne vem, to je pa to tako presenečenje, da bom mogla še nekaj časa se malo sesti, pa se sama s sabo malo pogovoriti, če je to res. Kateri čut je bil to? Šesti, tretji in na koncu prvi? Očitno prvi čut, ja. Moram reči, da to sodelovanje z Žigotom je od vsega začetka res dobro potekalo. No. On je pravzaprav kriv, da sem jo zapela, posebla, da sem jo lahko potem tako na odru prezentirala, kot sem jo. Ja, mogoče Šesti čut, čeprav ljudje, ko sem jim pela skladbo tako, ne, ko so rekli, pesem boš pela, so rekli, mamo, čutimo nekaj, je nekaj lepega je na njej, ne. Ampak, no, enostavno vesela sem, da se dotaknila tolikih ljudi. Res. Ja, videlo se, da si bila presenečena. Totalno, še zdaj sem, no. Res. Zato, ker nekako vedno mi glasbeniki računamo mogoče bolj na strokovno žirijo, v nekem smislu, morda se tam tja tudi zatekamo na nek način in to, da se pač nekako cela Slovenija zate nekako odloči, je nekaj lepega, no. Res moram reči, da me greje pri srcu.
Je potem drugače, kot te spremlja še publika? Ja, precej drugače. To pomeni, da nekako do vsakega človeka prišla, bi jaz bolj rekla, ne? Ker strokovna komisija je vsem to, so ljudje, ki poslušajo včasih mogoče tudi teže stvari. Ne? Tukaj pa res nekako, no? Imam občutek, da je prišla pravzaprav vsak kotiček Slovenije. Kako bo se sedaj peljala glasbeno pot naprej? Že v preteklosti se je govorilo o nekem albumu, sedaj je vse tiho. Ja, vse tiho, tako vidiš, zdaj pa je to točno taka brca, ne? Da bo pač treba nekaj narediti. A vidiš, življenje in usoda me ne pustita primera, ne? Jaz lepo včasih mislim, da bom lepo Na izi, hvala, pa potem pa ne moram biti, ne. Me pa v bistvu ena taka stvar porine naprej, da me ne spusti in moram delati naprej, si tu želim, seveda. Če zaključiva skladbo, 6. čut. Ja, zaupaj si, verjemi svojim sanjam. Vse bo redu in verjeti včasih treba tisti intuiciji, ki imaš noter, čeprav ti vse pravzaprav govori proti temu. Bo tudi dobila video obliko? Absolutno, že čaka na to. Bo, čakamo. Zdaj, v vsakem primeru bi jo dobila tudi brez te zmage, tako da bo v naslednjih dneh se začelo delati na tem. Sedaj, ko si pa dobila brco v riti, sedaj pa še potem ustvarjalno naprej. Ustvarjalno naprej, ja, točno to. Poznaš me, ti vidim dolgo časa že. Včasih vidiš svet mi že, ne da bi spregledal, in zaprtimi očmi začutiš misli, veš, ki jih nihče ni na glas povedal, in strahove so ljudi zaslutiš. Nikar ne boj se prisluhniti sebi, ko ni luči. Zaupaj si, verjemi svojim sanjam, ne pusti drugim, da jih rišejo resničnosti. Ne moreš ubežati, lahko pa sam si osmisliš jo, zato verjemi mi, začuti svet v sebi in našel boš pot ključi. Včasih zdi se na otip, da je vse utvara, nenadejani privid v tvoji glavi, a v sebi dobro veš, občutek pač ne vara, da resnico slej ko prej naplavi. Nikar ne boj se prisluhniti sebi, ko ni luči. Verjemi svojim sanjam, ne pusti drugim, da jih rišejo.
Eva Hren in Šesti čut, ki je pristala na vrhu letošnje popevke. Na drugi strani dnu je pristal Rok Lunaček s skladbo Ljubezen. Je bila ta tudi na odru? Pri meni je bila sam ljubezen, stari. Pravzaprav jaz sem govoril sicer v pesmi, če si poslušal, je govoril o tem, kaj ljubezen ni, ne. Ampak glede na to, da sem bil prvi, ne, iz odzadij, ne, moram reči, da sem vesel, da sem sodeloval, ker je tle, ker sem bil jaz zraven, mislim, bolj poznam pesmi, seveda so se imeli tudi kakšne druge všeč, in Darek Avrič in Swing kvartet in Sergej Lugovski sta bila krasna komada in tudi krasna performansa, vsak na svoj način. Jaz sem pa pravzaprav zelo užival, moram reči, ker sem tako zelo neobremenjen, ker sem pač kantavtor in vem, da sem iti vesoljček tukaj v resnici, ne, na tem festivalu, ampak vsak festival si, kako pravijo, vsak festival mora imeti kakega Rokega Lunačka, tako da to je to. Ne, hecam se, užival sem, lepo mi je biti, tudi če nikoli več ne bom, sem del popevke in vedno lahko rečem, ko bom imel enkrat otroke, bom rekel, veš, fotelj bo pa tlele na popevki, ja, vidite, koliko si je fajn blamažo naredil, to je to, skratka, lepo je bilo, ja. Rok, zakaj toliko sedaj poudarjaš številko 11 oziroma zadnje mesto? Veš kaj, številka 11 je moja srečna številka. In glej ga, kdo bi si mislil, da sem to planiral, ampak nihče noče priznati tega. Ampak rekli smo pa že z ekipo zmenjeni, da na naslednji popevki štartamo na 10. ali morda celo 9. mesto. Očitno se te 11 dobro prijela. Kaj sem bil že kdaj 11, ki je, ne vem. Bil sem pa res prpaška, to je 11, zabavam se, resno. Tako da ja, hvala. Hvala za lepe želje. Rok, bo ta skladba tudi del albuma? Pa verjetno ja. Čekaj, jaz sem pripravljen tam 70-75 komadov. Ja, se spomniš, ko sem bil na MMS-u, pa sem je obmoril komad. Ta recimo tem, da sploh ni na albumu, ne. Pa vsrečejo, pa zakaj, ne? Se tako lahko, preprosto. Tako da ja. Potem bo album zelo pester, če vzamemo ven Vodorja Braneta, pa sedaj Ljubezen, pa nekaj tretjega. V tem trenutku sem se odločil, da na albumu bo 11 pesmi. Tako da zabijem do konca. Tako da ja, ne, veš kako, jaz imam za album kako sem rekel, prek 75 pesmi je za album, zdaj pa kaj boš iz tega naredil, je pa druga stvar, ne. Glede na to sem aktiven kot avtor, tako blazno, je to moj primarni fokus, ampak ta kantavtorski projekt se pa zelo bojim, da mi bo veliko bolj pomemben, ko bo šlo to ven, se bom zelo temu fokusiral, ne. Ampak pri tebi ne moremo govoriti o enojnem, lahko govorimo samo dvojnem, trojnem ali pa celo večkratnem albumu. Ja, zdaj zaenkrat je četvorni, ne, trojni, četvorni, zato ker je ena pesem tako dolga, da bo sama na enem albumu, ker je dolga, ne vem, zaenkrat je 45 minut in je to album, ne, v bistvu v resnici, tako da, ampak dej, počakva še, do takrat bo še veliko vode pretekel, lahko da bom takrat, ne vem, že na kakem festivalu celo 9, 8, ne, ali pa kaj takega, kaj pa veš. Bo ta skladba tudi v video podobe? Ne, če bi bil 9, bi bila, hecam se, lirik video gre jutri ven, se pa vi danes nekdaj boš to objavil, mislim, da je to popolnoma dovolj, nek dimni efekt so mi dali, to je čisto dovolj za mene. Rekel se, ko boš pa višja liga, boš dobil pa še spot. Zdaj zaenkrat, ko si amater, imaš sam lirik. To je to. Rok, za konec prav je, da ljubezen pošlješ med poslušalce. Da se ne bom samo hecal. Ta pesem je res ljuba, no. Pa pravzaprav vse, kar delam kot kantavtor, mi je zelo ljubo, ne. In evo, Tomaž Hostnik, nagrajenec najboljšega besedila odhaja s pokalom, ki ga bom spotaknil, razbil se je. Ajde, drž se, stari. Skratka, krasne tekste napisal. No in v bistvu, kako pisati svojo pesem, lej, povedal temu tako, zelo ljub vers mi je bil, ki je bil prvi, ki sem ga napisal, vers je bil: ljubezen ne odrine človeka, to je le izgovor slabih ljudi, in ko življenje na pol te preseka, to ni ljubezen, le znak, da je ni. In tle se mi je potem razvilo, ker sem v bistvu razmišljal, kako nagovoriti ljubezen, če med dvema ne gre, ponavadi vedno govorimo njej, ne, ali pa njemu. Nisi bila to, ne, ljubezen je to, in ko poveš, kaj ni ljubezen, si tak njej povedal, oziroma njemu, ne. In zelo podobno je pri Daretu Kavriču, ne, pa ni Swing kvartet. Tako da, sem vesel, no, da sem bil del tega, no. Zdravo sem skupaj, jaz sem Rok Lunaček in poslušate oddajo Radioaktivno. Ljubezen ne pade z drevesa, ne skotali se kar dol z neba. Je le občutek, da si del nečesa, kar vidijo vsi, je le za dva. Ljubezen ne odrine človeka, to je le izgovor slabih ljudi. Ko življenje na pol te preseka, to ni ljubezen, le znak, da je ni. Ljubezen ni, da greš, se iz rok spustiš in ne poveš, da bi nekaj drugega, kaj novega za hrbtom, kar ne vključuje mene in ni. Da greš, se iz rok spustiš in ne poveš,
sej nisva tujca, ej, v oči me glej, ja ti ja, tebi govorim. Ljubezen ne niza očitkov in ne nosi slabe vesti, čeprav se delaš, kot da ti ni žal, izvate krivda tonuna iz oči. Ljubezen ne odrine človeka, to je le izgovor slabih ljudi. Ko je ljubezen, se pač ne neha, to je le izgovor za take kot si ti. Ljubezen ni, da greš, se iz rok spustiš in ne poveš, da bi nekaj drugega, kaj novega za hrbtom, ker ne vključuje mene in ni, da greš, se iz rok spustiš in ne poveš, sej nisva tujca, ej, v oči me glej, ja ti ja, tebi govorim. Ljubezen ni, da greš, se iz rok spustiš, ne poveš, da bi nekaj drugega, kaj novega za hrbtom. 5 nagrad je podelila tudi strokovna žirija, ki so jo sestavljali predsednica Alenka Godec, Jure Robežnik, Mojca Menard in Gaber Radojevič. Nagrado za najboljše besedilo so podelili Tomažu Hostniku za skladbo Kam bi šla, ki so jo odpeli Woodlanderji. Tomaž je po prejemu nagrade povedal. Ja, itak, da sem neizmerno počaščena, ne, ker težo festivalu dajo skladbe, ki so bile v preteklosti tukaj izvajane in zmagovale, in to daje neizmerno odgovornost, ne, je. In meni ta nagrada seveda neizmerno velik pomen zaradi tega, ker je to festival s tako kilometrino. Ja, to je to, no. V zadnjem času samo posegaš po nagradah, če pogledamo že Melodije morja in sonca. Ja, ne vem, mislim, ja, se trudim delati kvalitetno, mislim, če pa to prepoznaš kdo drug, pa toliko boljše, ne. Veliko časa investiram v ustvarjanje. Eni verzi se servirajo sami od sebe, za ene treba pa zelo garati, no, tako da ni zmeraj lahko. Kako so se zložili skupaj verzi za skladbo Kam bi šla? Ja, se mi zdi, da sem ujel nek tak Ježkov moment. To je en izmed mojih podjazov. Ježek je imel slab posluh in se je rešil s tem, da je špilal nekakšnega norčka. In tudi mislim, da se v tem besedilu čuti ta njegov vibe, ta njegova satira in sploh z uporabo pomanjševalnic in tega. Se mi zdi, da sem se nekako približal tej stari popevki iz 70-ih let, ampak kljub temu ima nek čist moj podpis, no, lahko rečem, absolutno. Woodlanderji so na koncu pristali tudi na drugem mestu po mnenju občinstva. Ja, to je fantastično, to je še boljše na MMS, ne, ko sem je tretji. Zdaj čakam enko, ne. Morda Ema? Ja, ne, Ema ne, mogoče naslednji MMS. Ja, MMS mi zelo veliko pomeni, ker se še v živo izvaja pred celim auditorijem in je čist drugačen občutek kot tukaj v studiu. Zato se bom sigurno prijavil na naslednje Melodije morja in sonca, no. Če sklenemo skladbo, tokrat v hitrejšem ritmu. Ja, mislim, se treba tudi kaj bolj poskočenega, ne, se smo še mladi, konc koncev. Kaj vse na svetu se dogaja ravno zdaj? Kaj se spreminja, kaj izginja
kaj ostaja nam vsaj. Je to ta raj, kakor za koga in kakor kdaj. Plenice, dva na poti sta uvice, eden pa pred svetom skriv se je v svoj kot. Tisoče se jih nervira, par na glas jih protestira, ker jih nek valot je spravil pred bankrot. Prva hrepeni po drugem, drugi hrepeni po tretji, tretji pa za vse to skupaj nič ni mar. Da prodal bi svojo ženo, da si kupil bi še eno, naj jo pa zanima le še ena stvar. Kam bi šla, le kam bi šla, brez mulcev, brez direktorja, sosedov, rožje psa. Kam bi šla, le kam bi šla, mogoče tja, kjer se ne pokonča. Kam bi šla, brez mulcev, brez direktorja, sosedov, rožje psa. Kam bi šla, le kam bi šla, mogoče tja, kjer se ne pokonča. Živijo, sem Gašper, član skupine 2B in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Gledam te, občudujem, vsak tvoj pogled je labirint, tiho tapiš se pod mojo kožo. Do zdaj sem bil pred tabo skrit. Vzemi me pod svoj šotor, predrzno vzemi me, pohabi delček mene, takrat vreden sem ti več, moji prsti niso več moji. Ko bi bila nekdo, za koga grem pod krinko, ko bi le jaz lahko utapljal tebi čas, ko bi le lahko sebe po tebi umiril, ko bi le lahko, ko bi le lahko, ko bi bila nekdo, za koga grem pod krinko, ko bi le jaz lahko utapljal tebi čas, ko bi le lahko sebe po tebi umiril, ko bi le lahko, ko bi le lahko. Skrit, 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 pred tabo skrit, 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 skrit. Gledam te, občudujem, vsak tvoj nasmeh je moj navdih, čisto nehote si zrasla v meni. Do zdaj sem bil pred tabo skrit. Vzemi me pod svoj šotor, predrzno vzemi me,
Pohabi delček mene, takrat vreden sem ti več. Moji prsti niso več moji. Ko bi bila nekdo, za koga grem pod krinko, ko bi le jaz lahko tapljal tebi čas, ko bi le lahko sebe po tebi umiril, ko bi le lahko, ko bi le lahko, ko bi bila nekdo, za koga grem pod krinko, ko bi le jaz lahko tapljal tebi čas, ko bi le lahko sebe po tebi umiril, ko bi le lahko, ko bi le lahko. Ko bi jaz, ko bi jaz, ko bi jaz vsaki zmagal vsej za las. Ko bi jaz, ko bi jaz, ko bi jaz vsaki zmagal vsej za las. Ko bi jaz, ko bi jaz, ko bi jaz vsaki zmagal vsej za las. Ko bi jaz, ko bi jaz, ko bi jaz vsaki zmagal vsej za las. Na popevki 2019 smo v oddaji Radioaktivno. 2B sta se predstavila skladbo Ko bi jaz, vse pesmi pa so izvajalci odpeli v živo ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija. Strokovna žirija je nagrado za najboljšo interpretacijo podelila Ani Soklič za skladbo Temni svet, ki je prejela tudi veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo celote. Jaz se nimam besed. Res, presrečna sem, res sem zadovoljna znotraj sebe. Mi je res potrditev nekega ustvarjanja, ki ga tkem in gradim zadnjih res nekaj let. Tako da ta obe nagradi mi izjemno veliko pomenita. In vesela sem, da sem kontaktirala prijatelja Hama, Matevža Šaleharja, in da sva v bistvu potem speljala to, da sva prijavila na razpis takšno skladbo. Sem vesela. Na oder si že prišla s krono, kot da bi napovedovala zmago. Ne, to je bilo malo mišljeno ironično, tako groteskno, kaj bi rekla. Težko sploh z besedami opisujem, zakaj sem se za to odločila. Mislim, da bodo poslušalci saj na nek način vem, da bodo vedeli, kaj sem mislila s tem. Sploh še na koncu, ko sem malo pomahala. Se mi zdi, da se lahko kdaj prikaže ta, kako bi rekla, ta ironija, ki se dogaja danes vse na teh socialnih omrežjih in za temi bleščečimi, spiljenimi podobami se velikokrat dogaja čisto ena druga zgodba. Tako da to je bil v bistvu moj namen, zakaj je potem zadeva stekla. Temni svet je naslov skladbe. Ja, temni svet, čeprav jaz sem ves čas stremim k svetlobi, to je ta dvojni pol. Ne vem, res, ne vem, kaj bi sploh rekla. No. Z besedami je te stvari težko opisati. Zato smo pa v bistvu glasbeniki takšni, da navadno pustimo stvari na odru, v besedilu, v interpretaciji in nekako se mi zdi, da bom večno stremela k temu. A kako glasbeno naprej? Čim bolj z energijo, z seveda neko pozitivno energijo, z zagonom, z entuziazmom in s tem, da vedno stojiš na odru slečen going boss. To je najbolj pomembno, se mi zdi, za glasbenika. Dobrodošle v moj temni svet. Tu ni kitar in plišča, ni deklet. Tu svetlobe se ne najde. Sem svetloba, hodi spat. Dobrodošle v moj
nikogar za pogreb. Same dame, same dame, same. Toplo nikdar ni bilo. Dobrodošle v moj črni svet. Tu ni barv, niti črne, niti bele. Spletajo sence v sivi kič. Zaroce pečejo kot bič. Dobrodošle v moj slepi svet. Tu se nič več dobrega ne vidi. Luč je zdavnaj ugasnila. Vsa svetloba pobegnila. Dobrodošle v moj krasni svet. Sam greš samo enkrat. Ne verjameš, pa se ujameš. Ne verjameš, pa se ujameš. Nagrado za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca je prejela Ajda Stina Turek, ki je nastopila skladbo v melodiji večnega dueta. Ja, meni to res veliko pomeni, zato ker pa vem, da res delamo v pravi smeri. In ne vem, no, mislim, da tudi drugi opazijo to. No. Meni še posebej za ta komad, ki mi res veliko pomeni v melodiji večnega dueta. To sem napisala za mojega pokojnega dedka in sem mu hotela to posvetiti. In sem zelo vesela, da sem imela možnost z revijskim orkestrom to zaigrati, ker bo to tudi lep spomin nanj in zame in zanj. Je k tej nagradi kaj prispevala tujina? Ja, verjetno je. Verjetno sem dobila neke izkušnje v tujini, predvsem glede nastopanja, pa tudi veliko pisanja, sklad. Lansko leto sem tudi izdala CD, sicer v angleščini. Zdaj malo v slovenske vode bolj usmerila in upam, da bom izdala tudi kakšen CD v slovenščini zdaj. No. Album v angleščini smo tudi predstavljala pri nas. Tako je, res je. Tako da mogoče bo pa tudi slovenskega. Upam, naslednje leto. Vidim, da tudi slovenščina dobro teče. Ja, to je bil v bistvu moje prvo besedilo v slovenščini, ki sem ga napisala in se mi zdi, da je bil kar dober, no? Iz srca, no? Ne more biti slaba, ne? Če je iz srca. Skladba naslovljena v melodiji večnega dueta, nastopala pa si sama. Ja, moj duet je bil moj dedek, ki ga ni več, ampak jaz še vedno mislim nanj in še vedno slišim njegov glas in ta pesem je pač sam posvetila njemu. Kako naprej? Kako naprej? Zdajle verjetno na kaj pojest. Ne. V glavnem, ja, malo bomo v tujini, malo bomo v Sloveniji, sicer pa hočem čim več nastopati in čim več predstavljati svojo glasbo. Pa upam, da bojo ljudje tako, kot so danes opazili to. No. In upam, da se potem srečamo tudi s slovenskim projektom. Bom poskrbela za to. Toplem še od sonca, slana solza tere pot, se ne ustavi v zemljo pade, tja na sveži grob. Rože še cvetijo in ptice še pojo, le v meni je praznina in boleče je. Tam v mraku zdaj še bleda luna, išče žarke tvojega nasmeha. Čaka pesem mojo tvojo, a pride zora in odneha. Tam v mraku zdaj še bleda luna, išče žarke tvojega nasmeha. Te stisnem k sebi, mislim na te, v melodiji
večnega dueta. Sem Ajda Stinaturek, poslušate Radioaktivno. Jutro nov obraz nariše, dan začrta novo pot, vse do tiste blede lune, ki me čaka spet nocoj s teboj. Tam v mraku zdaj še bleda luna išče žarke tvojega nasmeha. Čaka pesem mojo tvojo, a pride zora in odneha. Tam v mraku zdaj še bleda luna išče žarke tvojega nasmeha. Te stisnem k sebi, mislim na te, v melodiji večnega dueta. Žarke tvojega nasmeha. Čaka pesem mojo tvojo, a pride zora in odneha. Tam v mraku zdaj še bleda luna išče žarke tvojega nasmeha. Te stisnem k sebi, mislim na te, v melodiji večnega dueta. Zanimivo kombinacijo so predstavili Dare Kaurič in New Swing kvartet, zapeli so pesem Kam je vsa ljubezen šla. Dare Kaurič. Malo sem še pod vtisom nastopa, s katerim sem zelo zadovoljen in res čast mi je bilo, da so ob meni na odru stali New Swing kvartet, legende, ki mislim, to ni kar tako, ne. In mislim, da smo se super ujeli, tudi moram reči, da občutek na odru je bil fajn in tudi v komadu smo se našli. Jaz mislim, da se bo to kar en tak komad, ki se bo prijel. Zmešali ste skupaj različne glasbene stile. Ja, v bistvu zgodba bila taka, da v začetku je bil neki refren, kam je vsa ljubezen šla. Ko je meni zmanjkalo teh idej, sem povprašal mojega kolega Roka Lunačka, ki je dopolnil besedilo, potem je nastala počas muzika in ko je bila že muzika narejena, sem rekel, tukaj bi rabil en moški kvartet in najbolj logična izbira mi je bila pač New Swing kvartet, ampak moram reči, da sem se kar nekaj časa čakal, da so oni pač takrat so ravno praznovali svojo obletnico in vse te stvari. Ko so pa imeli čas, so pa rekli z veseljem, naj naredimo in smo to naredili. In zdaj smo vsi zadovoljni, tudi oni in mi, in mislim, da tudi to ni zadnje sodelovanje, katerega delamo skupaj. Telefonsko glasovanje vam je skupaj prineslo 5. mesto? Ja, kaj jaz vem, zadovoljni smo, moram reči, da smo pričakovali potihoma že kakšno mesto več, ampak lej, veseli smo, da smo svoj nastop oddelali tako, kot je bilo treba. Res smo zadovoljni, imeli smo pač bilo se vaje vsak dan, tako da je bilo naporno, ampak mislim, da je bil to eden boljših pač ta nastop na same večeru. Mislim, da je eden najboljših in smo res vsi smo se počutili zelo v redu, zelo smo zadovoljni s samo izvedbo, tako da smo že zadovoljni že s samim tem. Spraševali pa ste se, kam je vsa ljubezen šla? Ja, v bistvu to je zgodba, se ti pravim, najprej je bil refren, okoli katere je Rok naredil neko celo zgodbo in jaz, ko sem prebral prvič njegov ta tekst do konca, sem rekel, to je to, brez sploh par stvari, pa se je bilo še spremeniti pač kar ritmično, ampak hočem reči to, da v bistvu da nasplošno manjka neke ljubezni, vse je nekaj čas hiti preveč naprej, vse se nekaj dogaja prehitro in da se moramo včasih malo ustaviti, pa malo zazreti vase in dati prostor ljubezni. Dare, že na melodija si govoril o albumu Bo? Ja, moram reči, da sem prav optimistično razpoložen, da je že kar 3/4 albuma tako rekoč pod streho in delamo naprej. Moram reči, da bo kar nekaj zanimivih duetov na albumu,
imamo poleg tega z Newsim kvartet še z Martino Marle, pa z Tuljem Furleničem tudi po novem, pa s prefarskimi muzikanti, pa s Pero Lovšinom, tako da, dogaja. Bo tudi ta skladba dobila videospot, kot je tista z Melodij morja in sonca? Moram reči, da videospot je že posnet, tako da videospot bo v tem tednu objavljen pač na mojem YouTube kanalu in seveda poslan tudi na vse TV postaje. Bode me v oči, čez 2 strani oglas, jo je videl kdo, pogreša na lep čas, odrinjena na rob sveta, kot bi reva obupala, še vrime so brez nje, mračne osamljene. Narobe svet, ki le hiti, je kdo opazil, da je ni, kam je vsa ljubezen šla, kam je vsa ljubezen šla, kam se je skrila, da se najti je ne da. Klobuki so iz mode šli, raje nosimo skrbi in na glavo vrnjen dan, oči kvadratne kot ekran, ker brez ljubezni bo vse v maloro šlo, bomo krošnje brez dreves, bicikli brez koles. Narobe svet, ki le hiti, je kdo opazil, da je ni, kam je vsa ljubezen šla, kam je vsa ljubezen šla, kam se je skrila, da se najti je ne da. Tam za šolo, kjer je staro igrišče, je ljubezni še nekaj, če jo kdo slučajno išče. Z malo volje, z malo več energije, še tako beden dan, lahko sonce obsije. Svet se obrača, kot veter pač piha, ti del ljubezen, hvaležna bo psiha. Vsi bomo manj tečni in jezni, našli bomo sebe v imenu ljubezni. Narobe svet, je kdo opazil kam je vsa ljubezen šla, kam je šla vsa, kam je vsa ljubezen šla, kam je šla, kam se je skrila, da se najti je ne da. Kam je vsa ljubezen šla, kam je vsa ljubezen šla, kam je vsa ljubezen, kam je šla vsa, kam je vsa ljubezen, kam je šla vsa, kam je vsa ljubezen šla. V duetu sta nastopila Eva Boto, ki je že zmagala na Popevki, in Gašper Rifelj, ki je bil drugi in tretji. Če midva sva za skupne, to so ni vprašanje, kako sva se našla. Midva smo v bistvu prijatelja že kar nekaj let in zdaj sva pač ponovno, me je Gašper povabil k Popevki, k sodelovanju. Jaz sem se z veseljem pol tudi odzvala, pa smo naredila pol komad. 2011 misija Eurovizije, takrat so se spoznala, ne? In ko smo delali ta komad, nekako je bila Eva tista prva, ko sem rekel, če bi šla, je rekla, evo, gremo, sprejeti smo bili in smo danes odpela komad. Tretja sem bila. Ampak Eva, ti si že zmagala. Ja, se sem rekla, tisti kipec, evo, parnezen, da ga še s tabo delim, ker jaz mislim vseeno, kakor smo danes nastopala, smo vseeno zmagala, mislim, na nek način, ker smo zadovoljna in s komadom in z nastopom, da v bistvu ne bi moglo biti boljše. Najbolj, ko smo prišla z odra dol, smo se pogledala, se rekla, to je to.
To je bilo to, super in smo zadovoljni, kako je ona svoj posel naredila v tem duetu, jaz, tako da je stvar funkcionirala. Tudi ogromno nekaj lepih čestitk sva že dobila, da je bil komad všeč ljudem, kar je pa itak najbolj pomembno na koncu. Na koncu je bolj prevagalo Gašperjevo mesto tretje. Ja, nikakor ne moram tega drugega, tretjega se držati, tako da očitno bom mogel še kakšen komad narediti. Ne, koga drugega povabiti zravno večka. Ne, super, v glavnem super večer, super popevka. Fajn se je družiti z glasbenimi kolegi, da nekako malo si izmenjujemo mnenja, nastopamo, da spet občutiš ta adrenalin, kaj je fajn pred nastopom, tako da te malo nadrma. Končno novi slovenski komadi na sceni. To je to. In da je dovolj poletja. Ne, poletje itak nikoli ni dovolj, ampak vseeno, ja, naj jesen zdajle zadiši. Ja, zdaj je jesen, zdaj je trgatev, zdaj bo to konec poletja. Gašper, bo konec poletja prinesla tudi tvoj album? Nekaj se je napovedovalo. Album bo januarja, to pa zato, ker imam 18. oktobra premiero novega muzikala, v katerega sem bil povabljen pred kratkim in mi je v bistvu malo premešal moje načrte, tako da se veselim, Špas teatrom delamo eno super zgodbo. 18. oktobra, kot sem rekel, premiera, potem pa nekje okrog 15. januarja bo pa izid mojega albuma. Eva, kako pa ti glasbeno naprej? Ja, tudi v bistvu jaz nekako napovedujem svoj prvi album, ki bo pa šel konec tega leta, tako da se jaz tudi v bistvu že ful veselim. Ves najin čas zdaj držim na povodcu sreče, strast gre v glas. Tvoj nasmeh me v večnost vleče. Vstaja otok iz megle, kot večno upanje. Dovolj je poletja, jesen nam naj zadiši. Trnja tja do cvetja, ljubezen času sledi. Še večnost se stara, v prah se ves čas drobi. Iz ognja in vode se prava ljubezen rodi. Nočem teme, strah me je, ledu in zime, poslušaj srce. Hočem te, poletje naj ne mine. Vstaja otok iz megle, kot večno upanje. Volje poletja, jesen nam naj zadiši. Trnja tja do cvetja, ljubezen času sledi. Še večnost se stara, v prah se ves čas drobi. Iz ognja in vode se prava ljubezen rodi. Ljubezen se rodi. Verjemi in vzemi, kar večno se ti zdi. Ta hip me objemi, da čas ne ubeži. Dovolj je poletja, jesen nam naj zadiši. Od trnja tja do cvetja, ljubezen. Dovolj je poletja, jesen nam naj zadiši. Od trnja tja do cvetja, ljubezen času sledi. Še večnost se stara, v prah se ves čas drobi. Iz ognja in vode se prava ljubezen rodi.
sem bila močna za oba, upala na skrivaj, da boš prišel nazaj, a iskrice so šle, ostal le bled nihče. Kdaj spet odkrila bo svoj izgubljeni dom, rekel si, da mine vse, kar lepo in hitro gre, kaj potem je to? To je res slovo. Hvala za spomine vse, lepe pesmi in srce, res čudovito je, res čudovito je. Srečo našla bom drugih, nikdar več ne vrnem se, a čudovito je, res čudovito je, da sva našla se takrat. Bil si kot pomlad, vem, da prepozno ni, da se spet prebudi tisto nekaj malega, kar v sebi vsak ima, nikdar ne zamre, leta je upanje. Hvala za spomine vse, lepe pesmi in srce, res čudovito je, res čudovito je. Srečo našla bom drugih, nikdar več ne vrnem se, a čudovito je, res čudovito je, da sva živela ta svet, pletla spomine, kar je bilo, nikoli ne zgine. Zdaj vem, z jutrom se vse konča. Res čudovito je, res čudovito je, kam si šel, nihče ne ve, nikdar več ne vrnem se, a čudovito je, res čudovito je bilo s teboj. Res čudovito je prepevala najmlajša udeleženka popevke 2019 Amadea Begović. Za priredbo omenjene skladbe je Aleš Avbelj prejel tudi nagrado strokovne žirije. Oceno festivala je podala še predsednica strokovne žirije Alenka Godec, ki pravi, da je žirija slišala enotno. Ja, res je, tako kot sem povedala na sami prireditvi, prav presenetljivo. Jaz sem si pač že naprej malo skicirala ene stvari sproti, ko smo poslušali, in prav res nam je srce zaigralo res podobnih, res parih je bilo res top of the top in smo potem pač ob ta zadnjem poslušanju jasno ob živem prenosu, tako da je bilo res vse tako, kot je treba, pač so padle ene zadnje odločitve. Ampak moram reči, jaz sem malo skeptična, res je težko ocenjevati glasbo in res je to nehvaležno opravilo, ker dejansko ljudje drugače slišimo glasbo. Konec koncev, če ti odločaš in neka točkuješ po eni svoji vesti, po tistem občutku, ki te ga neka pesem da in v kateri res bolj zaigra srce, pa se bolj kocine vzdignejo, potem ti tega ne more tudi nihče učiti. Ti si v bistvu iskreno si ocenjeval, ni pa nujno, da drug nekdo se s tem strinja, ampak ravno to je ta nehvaležnost po eni strani ocenjevati glasbo in svoje glasbene kolege, ampak če glasuješ res, če imaš lahko, jaz sem prišla gor, ko sem videla, komu bom podelila nagrade, sem rekla, grem gor, stojim točno tudi jaz osebno za vsem tem in je potem res nagrado dati toliko lažje in toliko bolj z veseljem. No. Verjetno tudi toliko težje, ker danes je bilo slišati, da se kar različni žanri prepletajo. To, kot je že sem slišala Patrika v Dobro jutro, ki je omenil oddaji, res popevka nekako
mora zaobjemati vse sorte ali pa se trudi, kar ji ne bi bilo sicer bilo treba, je malo naš po šansonu zveni, malo danes mogoče je bilo tudi kakšne bolj kot filmska že skoraj glasba, ne, tudi za voljo aranžmajev, pa kakšni res lušni pop štikelci, ne, tako da, ampak popevka taka je, moramo jo vzeti tako, kot je konec koncev, tukaj je živ orkester, revijski orkester, nikdar ne bo zvenelo to tako kot ena instant glasba, ki jo doma sprogramiraš, ki je vse samo v iskanju zvokov, viženi pa nikjer. Jaz mislim, da je to glasba, tako kot sem tudi rekla na sami oddaji, ki je treba malo bolj prisluhniti, za katero si treba vzeti malo bolj čas, ki ni na prvo žogo, ki jo ne boš pel, praktično nobene od teh pesmi ne boš pel po enkratnem poslušanju, ampak saj ni to bistvo popevke. Popevka je lahko zaproti vtež tistemu, kar je zelo na hitro skrb se šraufano, zdaj to grdo govorim, tudi sama imam kakšne take pesmi, ampak treba si je čas vzeti. Se mi pa zdi, da se v današnjem času žal tudi tisti, ki bi morali, vzamejo premalo časa, da prisluhnejo. Zdaj, če bi radijske postaje eno pesem vrtele tok pa tok na dan, se mi zdi pa, bi bila tudi mogoče, bi se usedla v srce in zlezla pod kožo. Ampak če ti že priori izhajaš tega, da je popevka nekaj, kar itak noben ne bo poslušal, pa kar ni poslušljivo, v navednicah spet, potem je obsojena na to, kar je, ne, da dejansko nekako ne pripleza tudi tistega statusa, ki je včasih imela. Jaz si pa to želim, ker se mi zdi, da to rabimo. To je naša blagovna znamka. To se ne nazadnje tudi dejala, da je treba negovati pa tudi slovensko besedo. Absolutno. Se mi zdi, da bila prav letošnja popevka. Jaz moram reči, seveda, spet je bilo, se lahko iz prve roke povem, ene pesmi je treba večkrat poslušati in res je treba čas vzeti. Jaz sem si vzela čas in nekatere so mi ful zlezle pod kožo in tudi tako priporočam vsem. Res, je to naša slovenska glasba in daj, imejmo jo radi za božjo voljo. Alenka, za konec, kaj pa lahko glasbenega pričakujemo od tebe? Zdaj, nič ne vem, kaj se bo dogajalo, se res veliko. Zaenkrat sem spet ena izmed vlog, ena izmed akterk v glasbeni komediji Nune v akciji. Mama Mia se je končala, to je tudi en žanr, tak kompleksen, ki moram reči, v katerem sem našla zelo velik izziv in v katerem res zelo, zelo uživam. Kaj se bo pa še v bodoče, mislim, da še nisem rekla zadnje, jaz svoje glasilke lepo negujem, tako da mislim, da bom še kaj ustvarila. Kaj točno, bo pa prav čas prišel, ko bom lahko govorila o tem. Glasbeno nadaljuje Julija Lubej s pesmijo Mi dva. Vendar se ti zdim, ko sta prevzeta strmin bate. Noč je dolga, tebe ni, kdo mi bo zagrel pod plate. Ko sva skupaj le sanjari, kaj se v življenju naju čaka. Vem, lepo bo to, ne dvomim, ko bom jaz zavedno tvoja. In ti beživa tam, kjer duši si deliva. Srečo tam zastonj dobiva, tam se raju prepustiva. Mi dva. Potem zvečer preden zaspiva, se drug drugemu smejiva. Le da plujeva v dvoje, vem, ljubezen to je. S teboj predajam se o mami in hrepenim na tvoji dlani. Zdaj zdi se mi, da bi zaspala, s tabo sanje se podala. Tam, kjer duši si deliva. Srečo tam zastonj dobiva, tam se raju prepustiva. Mi dva.
skupaj s pticami letiva. Greva više, vem, da znava čisto sama, brez problema tudi do nebes. Ta ljubezen v zraku, ta čaroben ples, prelepo, da bilo bi res, zato greva tja, kjer vse to se da. Kje je kraj, kamor jaz in ti beživa? Tam, kjer duši si deliva. Srečo tam zastonj dobiva, tam se raju prepustiva. Mi dva. Tekmovalnim skladbam je sledil tudi spremljevalni program, ko so se ustvarjalci festivala poklonili Stanetu Manciniju, ki je preminil v 89. letu starosti. Njegovo mandolino, s katero je slavil na prvem festivalu Slovenska popevka, je odpela Nina Sternat. Vsi nastopajoči popevki so se sprehodili po bogati zakladnici slovenskih popevk. Vsak izvajalec si je izbral in odpel eno, ki mu je posebej blizu. Boštjan, ki sem bil na popevki 2019, dodaja, da je založba kakovostnih programov RTV Slovenija izdala digitalni festivalski album z vsemi festivalskimi skladbami. Ta je dostopen v spletnih digitalnih trgovinah in spletni trgovini www.rtvslo.si/ZKP prodaja. Za slovo od letošnje popevke še Sergij Logovski s pesmijo Zdaj je, kar je. Zdaj njemu daješ sebe, njegove so besede, ki moje so bile, on bolj, on likanje. Poljubil vsako noč te, prinese ti objeme, a bojim se, da ni isto kot z menoj. Cvetijo znova polja, iskrijo se vesolja, le naju še boli, čeprav ob njemu si. Še v preteklosti živim, zgubljen na pol poti, molim zase. Zdaj je, kar je, živiva vsak po svoje, dalje slutim pa še, da v meni del je tebe, nekje. Zdaj je, kar je, spomini me zmrazijo, vidno je, kar je, kar ne vim, me ne boli. Poskrila sva občutke, odmislila trenutke, ker lažje je tako, a še utopim srci. Ko spet grem mimo tebe, me vselej spet zazebe, ker bojim se, da ni isto kot z menoj. Zdaj je, kar je, živiva vsak po svoje, dalje slutim pa še, da v meni del je tebe, nekje. Zdaj je, kar je, spomini me zmrazijo, vidno je, kar je, kar ne vim, me ne boli.
kar je, kar ne vem,